da se sprehajajo s Kalašnikovim in da pač... Ja, slabo, ampak ni tako zelo tvegano, ker vejo, da beli človek je šparovec na dveh nogah, se pravi, da ima denar v sebi in tisti denar je treba izbezati od njega. Tako da redko, ne vem za kakšen primer, da bi koga napadli od obiskovalcev. Bolj med sabo to opravijo. Kako pa recimo, ne vem, tam bolj nočnega življenja ni, ne? Se pravi, zvečer kakšne bolj igre ob ognju. Nočno življenje se sami, a ja, misliš v evropskem smislu nočno življenje? Ja, pač. Ja, itak ni problema, ker ni elektrike, tako da nočno in dnevno življenje je enako neobstoječe v našem smislu. Kar mi pa najbolj zanimivo, da strašno malo instrumentov uporablja, tako rekoč nič. Mogoče kakšno staro kanto za boben ali pa še to ne, naredijo pa tako glasbo, da verjetno moreš. Naravno letos smo, no spet pravim letos, ampak pri 3-4 meseci, no, ko smo bili v Keniji, smo šli k enemu plemenu zvečer, pa smo potem ostali še precej v noč. Torej samo prepevanje in ploskanje, ampak taka neverjetna glasba, vse sem posnel, ker precej tega, sem danes pač ne bo časa, da bi še to pogledali. Zabava taka, da se je kar kresalo, nas so seveda tudi zvlekli med plešoče in je bilo prav zabavno. Kaj pa te bučke, ki jih imajo vsi na vrhovih? Tudi na glavi jih imajo. To imajo proti sončnim žarkom ali proti čemu? Na glavi ga ima zaradi tega, ker se ne ljubi nositi v rokah ta hip. Sicer je pa to priprava za merjenje žita, kadar ga kupuje ali pa katerekoli druge stvari. A ja, mernik. Ker dosti krat to merijo ali pa tudi nosijo potem, ne, in pripravljajo, kaj vem, če mesijo testo, recimo ga mesijo v tem, če kaj prenašajo sem in tja, taka multipraktična zadeva. Kako pa je s prehrano, živo prosto, s prehrano, način prehranjevanja, kakšne znamenite, recimo, jedi? No, tisti, ki jih pregovarjam, da grejo z mano, so včasih malo osupli, oziroma potem, ko pridejo tja, nekateri, ki imajo radi pestro hrano, niso najbolj navdušeni. Namreč v Etiopiji skoraj, no, dobro, v glavnem mestu je seveda nekaj drugega, ampak po vseh praktično ni drugega kot njihova injara. To je pa nekakšna palačinka, večja kot pol metra, takole nekako velika, debela kar precej, recimo 4-5 mm ali kaj takega, narejena iz fermentiranega tefa, to je tista ista žitarica, ki sem jo prejle omenil. Naredijo pa tekočino, ki je podobna tisti tekočini za palačinke, menda je celo nekaj malega mleka noti, pa ne prav dosti, ker je mleko pač ga ni veliko, ampak to potem pustijo fermentirati, skisati po domače povedano. In iz tistega potem spečejo na podoben način, kot pri nas palačinke, takole v krogu nalijajo notri v tisto posodo. To imam seveda tudi nekaj posneto, bomo tudi tisto kdaj pogledali. No in tisto se potem peče, ne prav dolgo, par minut. Servirajo kar lepo odprto, prinesejo pred tebe in naložijo tisto, kar je pa na tej injari, tisto je pa zdaj, potem se pa razlikuje hrana. Včasih je meso, ampak redko kdaj. Torej jaz jih imenujem, da so oni dežela krščanskega fundamentalizma, če kaj takega obstoja. Namreč 2 meseca imajo recimo post, kar pomeni niti vonja po mesu nikjer, kaj šele kaj drugega. Mogoče pri kakšnem muslimanu dobiš po domače povedano žvarovno, ampak še tisto redko kdaj, ker nekako tudi napol spoštujejo drug drugega, tako da tudi muslimani takrat jejo manj mesa. Oni pa seveda tudi malo spoštujejo muslimane pa njihove navade. Čeprav tudi kakšne svinjine se včasih kje dobi, no. Ampak hrana nasplošno je precej pomanjkljiva. Predvsem prvič, ko smo bili spomladi, takrat je dolga suša za nami bila, ker je dež praktično pada v resnici samo poleti, potem pa zelo malo. In spomladi je že zelo, zelo sušno. Tako da je v tem primeru, vidiš tukaj lepo takle primestni avtobus, ja? Ta je primestni, ta je primestni. Kaj pa sama nastanitev, kje ste spali, kje lahko popotniki spijo? Levi šotor tam. To pa spet ne vemo, bomo danes, mislim, da ne bomo tega danes videli. Torej koče so take, kot morajo biti prave afriške koče. Imenujejo se tabla največkrat in so ali iglujaste oblike ali pa take, kot so ponovadi, se pravi valjaste, postoščasta streha. Spodnji del je narejen iz blata, če pa malo pokoplješ, pa vidiš, da je najprej narejen iz takih levej, kot jih vidite tamle. Ampak spet, čeprav je to Afrika, je tudi les redek in ga ni veliko in zaradi tega prav veliko lesa ne uporabljajo, tudi pri gradnji ne, ampak predvsem ogrodje naredijo iz lesa, potem pa obmečajo z mokro zemljo, kakšne prav dobre gline ni, ampak ta zemlja, če jo zmočiš, tudi kar služi kot nekakšno gradivo, recimo.
Na vrhu so palmove veje. Pardon, ne sem Ne, kar. skočila, kar palmove veje, še to do konca. Ja, pri nas pravimo slamnate strehe, ker pač pri nas palm nimajo takih finih vej, kot bi se lahko uporabljali za strehe. In zaradi tega se pač naši dedje so se mučili s slamo pač, ki je morala biti primerno dolga in zaradi tega niso smeli prepogosto kositi. Tam imajo pa palme tudi tako velike liste. Bananine pa še več, ampak samo bananine niso najboljše za streho, ker se razcepijo po tistih ne letnicah, ampak po diagonalno, po vlakni nekako, ja. Pač pa tiste